In naše telo bolj kot čisto prehrano jemo, bolj kot je vegetarijanska, bolj kot je surova, bolj kot je blizu temu izvoru, bolj kot je na nek način preprosta, manj je dejansko zamazana z nekimi sporočili, z nekimi informacijami, ne, dejansko boljše je to za naše telo, ne. Vendar potem se moramo vprašati, ali pa je res to boljše za naše telo. Ljubljančan Miran Peterman je pri nas priznani mojster borilne veščine Von Vado. Za vse potrebno imeti energijo. Z mano gospod Miran Peterman. Lep pozdrav, lep čudovit začetek tedna, lep ponedeljek, dobrodošli, Miran Peterman je moje ime. Danes sem si izbral tematiko, ki se mogoče, bom rekel, boste težko našli, zelo malo ljudi govori o tem, in sicer v bistvu energijski vpliv na prehrano. Seveda pač ogromno ljudi povezuje prehrana in energija, ne? Ampak dejansko želim povezati samo dejansko našo energijsko funkcioniranje, naše delovanje, naše počutje, naš performance z prehrano. Najprej v bistvu poglejmo v bistvu pač samo prehrano, ne? Kdo sploh jaz sem, zakaj lahko govorim o prehrani. Prvič, nisem prehranski strokovnjak in tudi dejansko to, kar želim deliti z vami, je podlaga mojih energijskih izkušenj, ne? Ni to nek prehranski nasvet, ravno tako vam ne želim dati nobenega nasveta, kar se tiče hujšanja, ne? Te stvari so pač druga zgodba, ne? V bistvu sam se od 10. leta do 18. leta sem se ukvarjal z vrhunskim športom, to pomeni, da je bila prehrana pač vrhunska prehrana za vrhunske rezultate del mojega vsakodnevnega življenja. Potem se pa dejansko že celo življenje ukvarjam in pač spremljam prehrano, ne. Zdaj seveda, kaj dejansko prehrana je? Kot prvi vrsti vemo, da je prehrana gorivo, ne. Pač gorivo, da funkcioniramo, gorivo, da delujemo, da gremo naprej, ne. V bistvu, zakaj se ljudje odločijo za različno vrsto prehrane, ne? Prva stvar je seveda pač zaradi dobrega počutja, ne. Seveda tukaj lahko govorimo tudi o gurmanstvu, ne. Všeč nam je hrana, uživamo v hrani, čeprav v bistvu, bom rekel, te stvari, če se malo bolj ukvarjate z performancem, z dejansko iz tem, da želite narediti res neke rezultate v življenju, potem dejansko se hitro zaveste, da ves ta gurmanizem, ne, uživanje v hrani, bom rekel, je tukaj, bom rekel, na majčkem, če temu rečemo, tankem ledu. Zato, ker vedno pri tem, ko uživamo neko hrano, ko uživamo v nekih zadevah, ne, so tukaj prisotna čustva, ne. In čustva so tista, ki nas odklapljajo od nekega rezultata, od performansa, ne. Čustva so super, da ne bo kdo narobe razumel, mogoče bo čustva pač tematika za nekatere izmed naslednjih naših ponedeljkovih srečanj, ne. Ampak dejansko čustva moramo prepoznati, ne smemo pa se jim predajati. In ravno tako pri hrani, ne. Dejansko vemo, da je hrana direktno povezana tudi z našimi čustvi, ne. Dostikrat rečemo, da je hrana pač na nek način hrana za naša čustva, ne. In vedno, bom rekel, če želite nek rezultat v življenju, če želite uspeti, če želite nekaj narediti iz življenja, dejansko veste, da se ne smete predajati čustvom, ne. Zdaj pa sem začutil, da bi pojedel čokolado in se predajam čokolado. Zdaj se mi je pa zluštalo sladoleda, zdaj se mi je pa to, ne. Dejansko, ko čustva kontrolirajo vaše življenje, je dejansko velik problem, ne. Okay? To pomeni pač, ta gurmanizem je super, jaz uživam v hrani, pač, ampak dejansko hrana mora biti pod mojo kontrolo, jaz kontroliram hrano, jaz kontroliram svoja čustva, ne.
in tako naprej. Pa seveda, potem naslednja zgodba je zdravje. Ne? Pač nekateri ljudje so alergični na nekatere stvari, nekateri ljudje se želijo bolj zdravo prehranjevati, ne? In zato izberejo določeno vrsto hrane, določeno vrsto prehrane. Potem je zopet tukaj ekologija, to je ena tematika, katero bi se samo dotaknil, sam se s tem ne želim toliko ukvarjati, ker pač stvari majčkeno bolj energijsko gledam. Seveda pač zavedam se, da pač vsa ta pridelava, predvsem mesne hrane, ne, te farme, vse to, da pač povzroča ogromno pač neke škode, neke umazanije, ogljični, pač karkoli že vpliv in tako naprej. Ne. In pač ja, zagotovo pač sem zagovornik čiste, naravne, bio prehrane. Ne. Pogledali bomo v nadaljevanju, ali pač je smiselno jesti vegetarijansko hrano, ali je smiselno jesti mesno. Sedaj se pač samo majčkeno dotaknemo teh farm. Ne. Tako da v bistvu, ampak gledajte, situacija v tem trenutku je, kakršna je. Pač ljudje rabijo preživeti, seveda vedno je boljše, da imaš možnost boljše izbire, ne? Ampak ne želim se zatikati na nekih pač teh negativnih odzivih, ki jih trenutno ogromno ljudi ima proti tem farmam in proti mesni industriji in tako naprej. Ne? Ker verjemite mi, energijsko gledano, ne, je dejansko energija planeta, ne, bistveno bolj oškodovana, bistveno bolj vpliva na negativno plat energije planeta, naša jeza, ki jo imamo, ko smo proti nečemu, ko protestiramo proti nečemu. Ampak razumete, ne? Recimo, zdaj smo bili pač v tej COVID situaciji, ne? Ljudje niso smeli potovati, vse te turistične atrakcije večinoma so bile precej blokirane, ne? In v svetu smo opazili zanimiv dejansko pojav. Ogromno voda se je skristaliziralo, ogromno mest je v bistvu naravnih kotičkov, ker pač ni bilo tam masovnega turizma, ne, je postalo dejansko, bom rekel, precej bolj svežih, osveženih, ne. To pomeni, da dejansko naša narava ima ogromno sposobnost regeneracije. Problem je pač človek, ne. Ker ko človek dejansko, ko se človek nauči zdravo živeti, biti pač v sozvočju z naravo, se človek regenerira, se ravno tako narava. Ne. Tako da dejansko, bom rekel, to sama, kot boste kasneje slišali, ne, odločitev za neko vegetarijansko mesno, ne jem mesa, zato ker se pač onesnažuje narava, pa to bomo videli, je mogoče majčkeno vzeti za premislekom. Tako da v bistvu tukaj majčkeno vemo, majčkeno dobimo, da se malo ogrejemo. Sedaj dejansko želim z vami deliti glavno to sporočilo. Glavna dilema prehrana, vegetarijanstvo ali mesna prehrana. Se pravi, kot sem rekel, nisem nek strokovnjak za neko beljakovinsko, keto, vse razne diete, to je pač tukaj v tem trenutku nepomembno, ne? Ampak dejansko stvari zaznavam in doživljam in testiram energijsko. Ne? In energijsko gledano je hrana seveda pač po eni strani gorivo, ne, za naše telo, ne? Po drugi strani pa dejansko s hrano tudi balansiramo naše telo. Ne? Vsi, ki se začnete ukvarjati z osebno rastjo, potem naletite na ogromno informacij, ogromno znanja, kako je potrebno začeti skrbeti za svoje telo. Ne? V bistvu, kaj se dejansko dogaja? Ne? Pač vse te razstrupljevalne diete, vse te prečiščevalne diete, načini prehrane, da bi dejansko naše telo čim bolj pripravili energijsko, da bi lahko sprejelo čim več energije, ne? Da bi lahko dejansko bilo telo pretočno, pijte veliko vode, jejte vegetarijansko prehrano. Mislim, to so odlični nasveti. Če želite iti v to smer, ne, absolutno vas podpiram, absolutno spodbujam. Ne. V bistvu lahko si pogledate tudi, katera hrana je podporna za te naše energijske organe in tako naprej. Vendar, v bistvu tisto, kar je zelo pomembno, ne. Hrana dejansko, smo rekli, nas podpira.
Ne? In naše telo, bolj kot čisto prehrano jemo, bolj kot je vegetarijanska, bolj kot je surova, bolj kot je blizu temu izvoru, bolj kot je na nek način preprosta, manj je dejansko zamazana z nekimi sporočili, z nekimi informacijami, ne? Dejansko boljše je to za naše telo. Ne? Vendar potem se moramo vprašati, ali pa je res to boljše za naše telo. Ne? In o tem bomo zdaj govorili. Ne? Poglejte, načeloma je tako, od tega, kaj jem, kako se prehranjujem, od tega je odvisna moja energija in od tega je odvisna moja povezava. Ne? In dejansko vemo, da imamo pač naše telo znotraj, imamo energijske organe, kot so pljuča, ledvica, jetra, vranica. Ne? In dejansko pač ti organi prevajajo energijo. Bolj kot je dejansko čista naša prehrana, več te energije prevajajo. Ne? In sedaj pogledajte, ko smo mi na neki prehrani, večinoma smo pač začnemo z neko mesno, mešano prehrano, ne, to mediteranska dieta, karkoli niti ni toliko pomembno. Ne? In dejansko pač druga stvar, ki jo moramo razumeti, pa je, da dejansko mi, ko se rodimo, seveda smo pač nepopisan list, ki prinesemo s seboj neke programe naših prednikov in tako naprej, ampak skozi življenje pa ogromno teh stvari čustveno, energijsko in vse skupaj akumuliramo. To pomeni, da dejansko včasih tisto, kjer mi smo, kako mi energijsko funkcioniramo, je precej, bom rekel, kompleksna zgodba. To pomeni, v sebi imamo ogromno nekih razočaranj, jeze, strahov, ni da ni. Vse to je, bom rekel, naakumulirano v našem telesu, ne? In s tem mi živimo. Ne? Okay, ne? Tako da v bistvu, in kaj se sedaj dogaja? Ne? Ko mi začenjamo spreminjati našo prehrano, v naše telo na nek način pride večja količina energije. Ampak po drugi strani je pa zopet, kot sem rekel, mi v sebi imamo razne stvari, ne? In dejansko, bom rekel, tukaj se začne pojavljati problem oziroma situacija, kako mi te stvari kontroliramo. Ne? Ok, bom povedal na primeru. Ne? Ker pač v našem življenju, ne, imamo v sebi ogromno jeze, ogromno teh čustev in vseh tega. Ne? In dejansko hrana, ki je nižja vibracija, nižji nivo prehrane, nam pomaga te stvari balansirati. Samo pogledajte recimo v svoje življenje, ko ste jezni, ko ste razočarani, ko ste nastrojeni, napeti na šest in tako naprej, ne, dejansko vam paše zelo nezdrava hrana, kakšna polisalama, majoneza, hamburger in tako naprej. Ne. In sami dejansko veste, da ko ste v tistem stanju, da se težko uprete taki hrani. Ne. Ampak po drugi strani pa, ko tako hrano pojeste, dejansko se počutite bolje. Dejansko tista jeza je, ne vem, bom rekel, nahranjena, pomirjena in tako naprej. To pomeni, da hrana je po eni strani gorivo, po drugi strani pa je v bistvu tudi sredstvo, s katerim mi balansiramo naše organe, balansiramo naše telo. Seveda tukaj lahko se energijsko vprašamo, ali je to v redu. Ampak v bistvu to je isti problem za isto vprašanje, kot ali so v redu cigarete, ali je v redu pijača, ali je v redu kava, ali so v redu tudi pomirjevala in tako naprej. Z nekega visokega nivoja absolutno to ni v redu. Absolutno to škoduje telesu, vse kar škoduje telesu pač škoduje. Ne? Ampak po drugi strani pa glejmo, ne? Mi smo pač bitja in živimo v tem svetu. Ogromno je pritiska, hiter tempo življenja in dejansko mi moramo to shendlati. Ne živimo nekje osamljeni, nimamo možnosti, da bi cele dneve meditirali, nimamo možnosti, da bi cel dan jedli, ne vem, biološko nepredelano, mogoče surovo hrano in tako naprej. Pač živimo tukaj, kjer smo. In dejansko hrana nas balansira, da normalno funkcioniramo. Ker tako kot sem rekel, ali je recimo nek polisalama, pač poznal sem kolegico, ki je včasih bila res nagle jeze, tako da je
celo se na svoje otroke spravila, če niso bili pridni v šoli, ok, pač Bog je odpusti. Ne? In dejansko v takih trenutkih je pravila, da si je vedno naredila sendvič z debelo narezano polisalamo in majonezo. In ta zadeva jo je pomirila. Kot smo rekli, sedaj, škodljiva hrana, ne, je škodljiva za naše telo. Vendar, če gledamo, kaj je v tem trenutku bolj škodljivo? A je bolj škodljivo, da nekdo znori, da znori na svojo okolico, da znori na svoje bližje, da dejansko sebe mentalno, energijsko, mogoče celo fizično poškoduje, ali je bolje, da v tistem trenutku pač, bom rekel, poje neko polisalamo in majonezo. Isto je za cigareti. Pač moji starši so celo življenje kadili, ne? Zdaj pač ne kadijo več, ker jih pač ni več, ker ne živijo, saj cigareti pač pokopali. In jaz sem celo življenje imel probleme s tem, dokler nisem začel razmišljati in razumel, da ni problem, da nekdo kadi, problem je tisto, zaradi česar kadi. Kaj dejansko se v človeku dogaja, kaj človek balansira, ali pa isto je s pijačo, isto je za pomirjevali. Glejte, če tako gledamo, ne, da se majčkeno razbremenimo krivde, sej v bistvu vse, kar se tukaj v življenju dogaja, je od Boga. Saj so tudi cigareti od Boga, saj je tudi alkohol na nek način od Boga, saj so zdravila in pomirjevala tudi od Boga. In če bi se, rečemo tako, Bog odločil v tem trenutku, da ukine vse cigarete, a mislite, da ne bi to mogel narediti? A mislite, da ne bi mogel vsa pomirjevala vzeti v trenutku iz celega sveta in dejansko potem pač bi bilo tako? Ampak, če tako pogledamo, kaj bi se zgodilo, če dejansko bi vse umetne stvari v trenutku šli. Glejte, da zdaj v trenutku naredimo cek in grejo vsi umetni implantanti, vsi umetne prsi, vse umetne proteze, vse to, ne? Vse izgine v svet. Kakšen bi bil svet? Ok, malo heca. Ampak po drugi strani isto, če bi v trenutku bila, bom rekel, prepoved kajenja, ne? Koliko ljudi dejansko se pomiri s cigaretami? Seveda se zastrupi, ampak zdaj, kaj je boljše iz nekega višjega nivoja? Seveda z nekega višjega drugega nivoja je pač to škodljivo. Ampak ali mislite, da je bolj škodljivo, da pač nekdo pokadi 2 škatlice cigaret, ali da dejansko psihično nadleguje nekoga, da ga mentalno in karkoli zlorablja in tako naprej? A me razumete? Ne? Seveda pač, ok, glede, življenje je nenehni razvoj in v bistvu naša odgovornost na nek način je, da se ves čas razvijamo. Ne? To pomeni, da ko pridemo v stik z novo resnico, potem pač ta nova resnica postane naša odgovornost. Ne? Zato, ker, pogledajte, ko izveš nekaj, da je nekaj res, potem nikoli več nisi isti. Seveda, razen če ti to resnico sam sebi in tudi drugim, bom rekel, prirediš in potem, ja, sej vem, da to je, ampak v bistvu ne morem drugače. Ne? Če ne moreš drugače, lahko rečeš, ok, ne morem v tem trenutku drugače, ampak želim pa najti pot in potem najdeš pot. A me razumete? Ne? Tako da to, če v nekem trenutku, če ste pač med temi, ki me poslušate, ne, zdaj pač ne morem reči, da sem strašno ponosen, da imam ogromno kadilcev med mojimi pač sledilci, upam, da ne, da ste večinoma zdravi. Ok, v tem trenutku pač moramo sprejeti, da to je. Ne? In ko greste pač recimo v odvajanje nekega kajenja ali pa pijača ali pa karkoli, dejansko je treba reševati vzrok, zakaj to delate. Ker če vam to vzamejo, ne, koliko recimo ljudi je še vedno nasilnih, ko ne pijejo in potem pač ko pijejo, se pomirijo in tako naprej. To pomeni, v tem trenutku je to še vedno bolje, ampak to pa ne pomeni, da nimamo odgovornosti, da dejansko te stvari začnemo reševati. Isto je za prehrano. Ne? In kaj se dejansko zgodi? Ogromno ljudi srečujem, nažalost preveč, ki se ukvarjajo z osebno rastjo in potem pridejo v stik z informacijo, da je treba svoje telo prečistiti, da je treba v bistvu zdravo živeti, da je treba zdravo jesti, da se je treba odreči meso, zato ker meso je slaba vibracija. Vse to je res, vse to podpišem, ampak potem tisto, kar se pa dogaja, je, da tega koraka, tega prehoda
ne naredijo postopoma, da ne delajo na sebi, pač ker nimajo znanja, ne gledajo, kaj je dejansko tista hrana, ki so jo jedli, ne? Na neki način balansirala v njihovem življenju, balansirala v pač njihovih odnosih in tako naprej. Ne. In ogromno ljudi potem v trenutku spremeni prehrano, znani so celo primeri, ko so dejansko ljudje imeli fizične posledice, ne bom tukaj o imenih, ne, ampak dejansko je poznano par ljudi, ki so imeli fizične posledice, ki so bile posledice tega šoka, ko so dejansko spremenili svojo prehrano iz neke običajne prehrane na hardcore, potem vegetarijansko in tako naprej. Ne. In kaj se dogaja s temi ljudmi? Te ljudje so dejansko jezni, so prestrašeni, težko kontrolirajo svoja čustva in tako naprej. Poglejte, jaz vam lahko povem sam svojo izkušnjo. Ko se dejansko začneš ukvarjati z osebno rastjo, avtomatsko dobivaš počasi, telo se počasi začne upirati neki mesni prehrani in težkim jedem. Ne? In potem seveda, ko te stvari slediš, jaz sem parkrat bil na tem, da sem nisem jedel nobenega mesa, mogoče jajca, ne, ampak nima veze to. Ne. Ampak tisto, kar sem pa opazil, pa je, da dejansko v tistem trenutku nekako energijsko sem se v redu počutil, bil sem lahkoten, ampak po drugi strani sem pa plaval, bil sem popolnoma neprezemljen, imel sem probleme v poslu, imel sem probleme v življenju, bil sem čustven, bil sem enostavno težko sem držal fokus in tako naprej. Ne. In ogromno ljudi srečujem, ki so naredili ta korak, brez da bi dejansko postavili neke pogoje in dejansko zgradili neko okolje, da lahko naredijo ta korak. Ne? In je ogromno, plejte, koliko vegetarijancev je jeznih, besnih in pasjih na mesojedce. Ne? Mislim, zdaj, povejte mi, kaj zdaj več onesnažuje. A več onesnažuje svet in življenje nekdo, ki je zadovoljen in ki je meso, ali nekdo, ki je vas nastrojen, sovražen in ne vem, se vidite, kaj delajo, razni te, razna ta gibanja, sprejejo tista krzna in tako naprej. Verjemite mi, energijsko gledano se tukaj dela bistveno večja škoda. Glejte, ko so to mati Terezijo, ne, ko so jo vabili, da bi šla v bistvu na nek protest proti nečemu, je ona rekla, glejte, kadarkoli me povabite, da gremo na neko gibanje za nekaj, sem absolutno z veseljem. Nikoli pa ne grem proti nečemu, ker ko si proti, si avtomatsko v negativni energiji. Ne. Tako da razumete, ne? In potem dejansko sem zavestno šel nazaj, postopoma na ne tako hardcore, isto kot sem prej, ne? Ampak dejansko kombinirano prehrano. Dokler dejansko se moji pogoji dela, dokler moj posel ne bo na takem nivoju, da imam pogoje, da lahko če potrebujem čas, si ga lahko vzamem, ne? Če dejansko bom rekel, lahko potem delam samo neke druge stvari, ne rabim se fokusirati na neke tehnične stvari, ne rabim se ukvarjati za prodajo in tako naprej. Ne? A razumete? Zato, ker, kot sem rekel, prehrana je dejansko naše na nek način most do energije, do teh energijskih nivojev. In čistejša, kot je naša prehrana, ne, potem zagotovo mi smo bolj odprti. Seveda druga stvar, ki je tukaj, je zelo potrebno vzeti v obzir. Ne, ko imaš odprto okno, ne, potem lahko notri pride marsikaj. Lahko pride sonce, lahko pridejo komarji, lahko tudi kakšna vrana zaide ali pa tako naprej. Isto pa, ko smo odprti, ko se povezujemo, ogromno ljudi danes je odprtih. Ampak odprtih zakaj? In se povezuje s čim? Ne vem, s kakšnimi nivoji, ne vem, kanalizirajo vse živo in vse živo. Dejte, no. Razumete? Ne?
je vedno, gledajte, življenje, ne, tukaj ta naša zemeljska izkušnja je zelo taka realna in tudi dejansko ta naša povezava in vse te stvari mora biti realne, mora imeti rezultatov. Ne. In škoda mi je, ker toliko, gledajte, ne želim se jaz tukaj, bom rekel, besedno s komarkoli ali pa da bi se skomentirali na YouTubeu, po vsej verjetnosti bom komentarje kar izključil v skupini, pač mogoče bom dovolil. Vsak ima svojo izkušnjo. Jaz vam želim samo podeliti svoje izkušnje. Moja izkušnja je, da pač nažalost srečujem ogromno ljudi, ki jim nihče ni povedal, kaj se lahko zgodi. Ker pogledajte, če si predstavljate, da imate, danes nimam bele srajčke, ne, ampak če se oblečete v belo oblekico, ne, ni nujno, da je to pač poročna oblekica ali pa lahko kakorkoli, ne, in če greste za belo oblekico v rudnik, se boste umazali. A je to jasno? Ne? In potem ne morete iti, bom rekel, ne morete priti nazaj, joj, sem umazana, sem razočarana nad življenjem. To je življenje. Isto je pa tukaj. Če smo dejansko pač želimo delati z energijo, če želimo imeti čisto povezavo, če želimo biti pretočni, kot se reče, ne, potem moramo imeti pogoje, da lahko, ne moreš ti biti pretočen, pa potem nek v proizvodni delati, ker so take energije, se ti zmeša in ogromno ljudem se precej meša in imajo velike težave. Ne. A razumete? Tako da tukaj je treba pač vedeti, treba je dejansko imeti neko realno zgodbo. Najboljše seveda, da vas nekdo vodi, ki je šel že skozi to. Jaz sem parkrat to naredil in sem potem opazil, ok, zdaj je v redu, zdaj je čas, zdaj še ni čas, ne. Trenutno pač iskreno vam povem, še vedno jem meso, ampak ne zato, ker se razumem, gledajte, uporabljam, konzumiram tudi produkte, kot so Beyond Meat, in ostale vegetarijanske, recimo nadomestke in tako naprej. Vse te je super in grem v tej smeri, ampak razumem, da je v bistvu moj fokus najbolj pomemben, da je moje poslanstvo v tem trenutku najbolj pomembno, da je dejansko moja vizija v tem trenutku najbolj pomembna in želim se prehranjevati in želim dejansko konzumirati tako hrano, ki me pri tem podpira. Ne. Ker tako kot sem rekel, moja prejšnja izkušnja je bila, da sem bil dejansko zelo čustven, 3-krat več. Glejte, včasih glejte, iskreno, ne, sem srečal moškega, ki je bil vegetarijanec, ne, kolega sem imel, ki je bil dejansko celo presnojedec, samo na jabolkih je živel, ampak dejansko z njim se nisem mogel ničesar dogovoriti. Bil je v bistvu čustven, nisem mogel držati dogovora, joj, pa bi, pa ne vem, pa pa tret, pa mislim, a me razumete, ne? Ker ko si odprt, dejansko se moraš naučiti živeti s tem. Ogromno ljudem pač mogoče, mislim, da bi bila to ena tematika za eno izmed naslednjih srečanj, ne, da dejansko, ko začnemo se ukvarjati z osebno rastjo, ko začnemo se ukvarjati z energijo, dejansko se ne zavedamo, da ko se odpremo in se odpremo vsemu, kar je tam zunaj. Ker dejansko, dokler nismo na tistem nivoju, ne, isto, če greste v Los Angeles, ne, če ste na nivoju, da greste lahko skozi, pa se upravičujem, bogate četrti, pa ne gre za bogate kot bogate, ampak dejansko tam je red, tam je mir, tam je nek nivo življenja. Ne. Če ste na tem nivoju, da živite tam, potem je super. Če pa pač niste in če zaidete v neko stransko ulico, pa vas tam lahko pričaka marsikaj. Takih stvari, ki v Sloveniji nimamo, na srečo. Ne. Ampak razumete, in isto je, ko začnejo ljudje meditirati, ko se začnejo odpirati, ne. Ko začnejo potovati, ker v bistvu vedno, ko meditiraš, ko potuješ, ne, dejansko, ko se odpreš, potuješ po tem energijskem svetu in lahko srečaš marsikoga. In marsikdo se ti lahko predstavi za nekoga, ki sploh ni. In zaideš in dobiš neke informacije in si prepričan, ne vem, da se bodo nezemljani ukrcali, da bo to, da bo ono, da bo to. Ne. A me razumete? Ne. V bistvu, jaz verjamem, da stvari se zgodijo na naravni način, po naravnih zakonih.
vse te energijske stvari so samo energijski zakoni in vsi bodo v prihodnosti znanstveno razložljivi, večina njih je že sedaj, samo dostikrat mi ne razumejo, pa mislimo, da je to čudež, pa da je to tako, pa tako. V resnici je pa dejansko vedno je nek vzrok in posledica. Tako da nekako tukaj, da ostanemo pri fokusu. Ne. Hrana je zelo pomembna, ne. Še posebej, ko delamo na sebi, ko želimo postati pretočni, ko želimo dejansko imeti boljšo energijo, ampak tukaj bi iz svojih izkušenj vam rad delil, ne, da bodite pri tem previdni, pač spremljajte, kaj se vam dogaja, ker če se stvari postanejo preveč, bom rekel, da jih ne morete ukrotiti, ne, da dejansko čutite, da ste preveč v bistvu en dan super, en dan v bistvu dol, ne, potem dejansko se morate naučiti, vedno ko imate neka nihanja, ne, se dejansko morate naučiti živeti z temi nihanji. Ali pač, da greste, pa naredite korak nazaj, da greste, bom rekel, na en korak niže, kar se tiče prehrane, da stvar stabilizirate, da lahko zopet imate nek fokus v življenju in tako naprej. Ne? Tako da, gledajte, če se nismo, oziroma ne vem, lahko rečem za sebe, če se nisem rodil v nekem samostanu na Tibetu za namenom, da bi že od malega meditiral, potem mogoče to ni moje poslanstvo. Ne? Potem moje poslanstvo, da dejansko živim tukaj, da dejansko naredim nek rezultat in da pomagam čim več ljudem, da so srečni na tem tukaj, kjer so. Ne? Ker ne moreš kar nekam iti pobegati in tako naprej. Ne? Ampak jaz mislim, da to sploh ni namen, ne? Namen tega, kar... Tako da, ja, gledajte, če imate kakšno vprašanje glede tega energijskega dela, mi lahko z veseljem komentirajte, ne, vprašajte od spodaj, ne bi želel tistih komentarjev glede tega, kako je treba rešiti planet glede tega. Vse te stvari grejo naprej in seveda se razvijajo, ampak v tem trenutku smo tukaj, kjer smo, ampak dejansko govorim, da je bolj pomembno v tem trenutku, da smo mi v balansu, kot da dejansko smo razpršeni, kot da smo čustveni, kot da dejansko ne najdemo fokusa, ker s tem naredimo bistveno več škode. Tako, v bistvu eno tako sporočilo sem začutil, ker teh informacij, teh izkušenj nikjer ne dobite, vsi samo govorijo o tem, kako je to super, ne? Nihče vam pa ne pove, kaj se vam lahko na poti do tega rezultata, na poti tega vašega pretočnosti, te vaše vegetarijanske prehrane zgodi, ne? In zato sem pač želel deliti to izkušnjo. Ne? Absolutno verjamem, da je vegetarijanstvo cilj, da je smisel, pač bomo videli, koliko časa bomo, ampak v bistvu jedli hrano še, mogoče je cilj še, ampak zaenkrat je še namen, da dejansko imamo to izkušnjo in hrana je tudi del izkušnje, da jo fizično okusimo, ne, in tako naprej. Ampak tukaj seveda moramo, bom rekel, uporabiti malo, ne bom rekel kmečke pameti, ne, ampak dejansko smiselne tudi izkušnje, da ne gremo kar slepo v nekaj. Ne. Glejte, dejansko jaz sem poznal kolega, bil sem skupaj z njim v eni skupini na treningu, bil je vrhunski športnik, bil je celo na Himalaji za neko odpravo, ne. Ampak dejansko toliko jeznega in takšnega človeka jaz še nisem srečal. In potem si je še od te svoje jeze, si je še žolčne kamne nakopal, potem še ni hotel v bolnico, ker je bil pač naravno bo to on rešil in spet z eno prehrano in ves čas na korenju in na tem, ne. Na koncu je dejansko se sesedel in so ga morali od bolnice odpeljati. Ampak to ni namen. Namen je, da smo srečni, hrana je tukaj, da nas podpira. Ne, da nas snužuje, da postanemo sužni, ne, ok, malo gorenjska izgovorjava, ne, ampak da se ji predajamo, ne, ampak da imamo mi kontrolo nad življenjem, kontrolo nad prehrano, kontrolo nad našo energijo. Samo na ta način lahko naredimo rezultat. Tako da v bistvu želim vam en čudovit teden, želim en čudovit dan, to je bilo tisto, kar sem želel deliti z vami in se vidimo v naslednjem videu.